predhodnika, ko je izpostavil eno dilemo, torej kako postaviti lesno-predelovalno industrijo ali pa les v podobno pozicijo kot turizem, to imate. To je tudi del programa Slovenske demokratske stranke. Zavedamo se potencialov lesa na vseh področjih za Slovenijo in upam, da če bomo imeli priložnost, da bomo lahko sodelovali oziroma marsikaj tega, kar ste povedali, tudi naredili. Torej, moj naziv te prezentacije je, v bistvu imam samo 4 slajde, tako da se ne ustraš, pa še te so tako bolj manj s toliko informacijami kot ta. Torej, kaj lahko vlada ali pa izvršna veja oblasti ali pa recimo temu oblast naredi več za več tujih investicij. Torej, kako spodbuditi več tujih investicij, kako narediti seveda Slovenijo bolj privlačno za vlaganje. Zelo preprosto bi se dalo odgovoriti preprosto, tako da izboljšamo konkurenčnost Slovenije vis-a-vis drugih, da pritegnemo s to izboljšano konkurenčnostjo tudi tuj kapital k nam, da prepozna v Sloveniji možnost zaslužka. Noben tuj kapital ne bo prišel k nam, zato, ker nas ima kdo rad, ali zato, ker smo lepi, ampak zato, ker lahko tu ustvari tudi določen dobiček in če tudi mi s tem izpolnimo določena pričakovanja nacionalno gledano, potem je to win-win zgodba in tega si želimo. Imamo pa seveda vrsto predpostavka, da se to zgodi. In jaz sem kot prvo izvedel eno, ki se mi zdi najbolj pomembno, da si vlada sploh želi, iskreno želi tujih investicij, nima kakih ideoloških zadržkov. Mi imamo v Sloveniji žal še vedno odprto diskusijo o tem, ali je bolje zasebno ali državno lastništvo, ali niso neki kapitalisti, neki pravzaprav ne bodi ga treba v tej družbi in še posebej, če so tuji. Torej, najprej si moramo res iskreno želeti in tudi verjeti v to, da lahko tuje vlaganja pomembno pripomorejo tudi k razcvetu Slovenije kot take in tudi našega gospodarstva. V Slovenski demokratski stranki smo to vedno verjeli in zato smo tudi marsikaj dokazali v temu tako v mandatu 2004-2008. Recimo, eden izmed takih primerov, ki je tudi zadnje čase izredno prisoten, je tudi prodaja slovenske industrije jekla. To je bila tudi, lahko rečemo, neposredna tuja investicija, ruski partner je prišel, kupil večinski delež v slovenski industriji jekla in vložil v razvoj te skupaj do leta 2012 približno 300 milijonov evrov. To ni mala stvar in vprašanje, kje bi bila slovenska jeklarska industrija, če tega se ne bi takrat zgodilo. Kako bi recesija udarila tudi jeklarstvo, če ne bi bilo slovenska industrija jekla upeta v neko verigo od dobavitelja pa do trga na koncu, ker je bila pravzaprav osamljena samo v smislu proizvodnje jekla, specifičnega jekla. Potem zelo pomembno je, ali, torej, če si vlada kot taka to želi in ali si vsi resori, kajti gre za izredno multidisciplinarno zadevo, ali si vsi resori tega želijo. Ali ni tako, da en resor, ne vem, kot naprimer resor Ministrstva za gospodarstvo to spodbuja, po drugi strani pa okoljaši ali ne vem, kdo drug, kmetijski resor ali kdo to spotika. In se potem tudi prav smešne in kontradiktorne bi rekel, situacije. To ni neposredna tuja investicija, vendar je slovenska nacionalna investicija, gradna hidroelektrarna, recimo za spodnji Savi. Imamo situacijo, ko se Ministrstvo za gospodarstvo prizadeva, res iskreno prizadeva, da bi ta investicija ratala. Medtem ko Ministrstvo za okolje, kljub temu, da gre za obnovljivo, da gre za nekaj, kar je nesporno priznano kot prioriteta Slovenije, spotika. Poglejte, kaj se je zgodilo. 6 let traja umeščanje v prostor hidroelektrarne Brežice. 6 let še ni sprejet državni prostorski načrt. In med sprejemanjem državnega prostorskega načrta želi Ministrstvo za okolje območje, kjer se gradi, spraviti Naturo 2000. Mislim, razumite, če lahko, in seveda take situacije so, bi rekel, kot strup za domače, še posebej pa za tuje investitorje. In seveda tega se ne smemo, zato to od začetka poudarjam, ker se mi zdi, da je to temelj vsega, ali se to želimo in ali lahko vlada tudi pomaga v tem neposredni investiciji, kljub sprejeti ustrezni zakonodaji in ostalih rešitev.
In seveda tudi ali ministrstva potem delujejo usklajeno. Če že pomagajo, da tudi pomagajo. Zelo pomembno je, ali dobi investitor občutek, da je v državi zaželjen, da mu želijo pomagati, da mu hodijo nasproti, ne le državne, temveč tudi lokalne oblasti. Kajti zelo pomembno je seveda zlasti pri umeščanju v prostor greenfield investicij, kako se tudi odziva na te investicije lokalna oblast, občine za svojimi prostorskimi načrti. Prosim, da nekaj. Jaz sem pravzaprav navedel zdaj nadaljevanje 6 po moje področji, lahko da sem tudi kjerga spustil tistih ključnih, ki so pomembne tako za domače, kot za tuje vlagatelje. Vse to je zelo pomembno, ali znamo ustvariti ugodne in še posebej poudarjam, stabilne razmere za vlaganje. Lahko so danes ugodne, pa čez eno leto dvignimo ta davek, on davek, to nadomestilo ali kakšno okoljsko dajatev in seveda se zadeve podrejajo. Jaz sem bil prisoten, ko smo se z Rusi pogajali za umeščanje južnega toka. In jih je zelo zanimalo, ali bodo obstoječi davčni in drugi predpisi tudi takšni skozi obdobje. Ne samo tisti trenutek, ko nekdo vstopa v prostor. Zato se mi zdi, da je poleg ugodnih pomembno tudi, da so stabilne in seveda stabilne razmere pa lahko garantira samo stabilna oblast in neka normalno delujoča država, kjer ne nazadnje velja tudi neka načela, ne pa samo nek rokohitrski pristop. No, jaz sem na prvo mesto med temi ugodnimi stabilnimi razmerami seveda navedel davčno politiko. Stopnja davkov v dohodku pravnih oseb mora biti konkurenčna, primerljiva. Mi smo zdaj na 20%, v času naše vlade se je znižala iz 25 na 20, sedaj mi predlagamo, da se je znižala iz 20 na 15, vsako leto, to se pravi naslednjem 5-letnem obdobju, vsako leto za 1% točko nižje. S tem bomo postali med manj, torej državami z nižjimi davčnimi stopnjami, ne najnižjimi, ampak med nižjimi in mislim, da je temu prav tako. Predlagamo investicijske olajšave za investiranje v razvoj. Predlagamo seveda tudi nižjo obdavčitev dela, zlasti razvojne delovne sile. Zato predlagamo socialno kapico in tudi poseg v dohodninske razrede. Na koncu bi izpostavil pri teh davčnih zadevah še odškodnine in dajatve. Poglejte, mi smo naumili eno odškodnino za prvo pozidavo zazidljivih, vendar ne pozidanih kmetijskih zemljišč. Namreč, če imate neko industrijsko cono nekje, kjer je bila opredeljena kot zazidljiva že pred 5 leti z nekim prostorskim aktom, danes mora investitor plačati, če želi graditi, pa gre za prvo pozidavo, do 25 evrov za kvadratni celotne parcele, ne samo od tlorisa pozidave. Mislim, s tem podražite zemljišča neverjetno in postajate manj konkurenčni in s takimi ukrepi gotovo ne bomo privabili investitorjev, kvečemo denarji bomo. Drugo, enostavno postopki in učinkovita birokracija. Zdaj, jaz sem prej povedal, da 6 let potrebujemo za državni prostorski načrt za en objekt, ki sploh ni problem. Kaj še ne, če bi bil nek objekt problem? Tako, da bi bil malo kontraverzen, vizavi okolje in tako naprej. Seveda pri takih postopkih umeščanja v prostor ne bomo dobili nobenega investitorja. Če bo rabo gradbeno dovoljenje pridobiti 5 let ali kakšen podoben čas. Seveda birokracija mu tu mora iti nasproti. Treba je pomagati, kako zadeve spelači, posebej tuji investitorji, ki niso vešči postopkov in ne nazadnje tudi obnašanje birokracije pri nas. In tu lahko nek proaktiven pristop birokracije, tako na državnem kot lokalnem nivoju, ogromno. Tretja točka, pravna varnost. Vsak investitor, ki deluje v tej državi, mora vedeti, da so njegovi interesi pravno zaščiteni. Da gospodarski postopki pred sodišči dobijo epilog v nekem doglednem času, da mi lahko tožite in čakate 10 let, kaj se bo zgodilo. Vmes grejo tisti, ki jih tožite v stečaj ali ne vem kam in seveda ni dobenega epiloga in dobene varnosti. Tu se še posebej izpostavil tudi varstvo konkurence, delovanje UVK-ja, investitor mora dobiti občutek, da ni kdorkoli doma v boljšem položaju, da ni tu te diskriminacije med pravnimi subjekti, da niso nekateri superiornem položaju vizavi drugih. To je izjemno pomembno za to investicijo. Potem seveda kot četrto je človeški kapital.
Tu je potrebno najti optimalno razmerje med kompetencami, znanjem, izkušnjami, ne nazadnje tudi učinkovitostjo delovne sile vis-a-vis njenih stroškov delovne sile. Če lahko je naša delovna sila dražja, da mora biti tudi učinkovita in storilna in mislim, da ta segment je v Sloveniji prepoznan kot precejšnja konkurenčna prednost. Kar se tiče našega človeškega kapitala in potencijala, imamo tu kakovostno, kompetentno delovno silo, ki je vis-a-vis sploh neto plač to razmerje optimalno, seveda je pa še marsikaj potrebno narediti vis-a-vis bruto plač. Prosim naprej. Seveda je zelo pomembno razvita infrastruktura, ne samo zemljišča, naravno opremljena zemljišča, tudi sodobne cestne povezave, železniške, pomorske, letališke povezave, energetska in informacijska infrastruktura. Cena energentov, pa tudi dostopnost in vse skupaj mora tvoriti neko stabilno okolje, da investitor ugotovi, ali se lahko v tem okolju izpolnijo njegovi interesi. Mislim, da smo v prejšnji vladi sprejeli resolucijo nacionalnih razvojnih projektov, kjer smo opredelili 9 gospodarskih središč širom po Sloveniji, kjer smo pravzaprav želeli, da se tako s kohezijskimi sredstvi kot nacionalnimi sredstvi in zasebnimi spostavijo nekaj ključnih gospodarskih središč širom po Sloveniji, na atraktivnih lokacijah, glavnem v avtocestah, tudi v letališčih. Konkretno prihajam iz Brežic, kjer imamo eno takšno cono mezletno pristajalno stezo letališča in avtocesto. Seveda, v Beli krajini ne bo tujega investitorja, kaj hitro, če ne bo sodobne cestne povezave do te Bele krajine, prav tako na Koroškem in še marsikje druge. Težko je pridobiti investitorja tam, kjer so problemi z dostopnostjo in z ostalo infrastrukturo, tudi energetsko. Še ni zadost kvalitetne elektrike na voljo, kar je pa zelo odvisno od omrežja, boste težko koga našli, da bo šel investirati, ker bo naletel na stojen probleme. Še dalje bolj v spredje prihaja seveda tudi informacijska infrastruktura. Ali je kak hiter širokopasovni dostop, izmenjava informacij in vsega je danes predpogoj, prav tako kot logistika ostala cestna in železniška. Jaz bi tu omenil pri tej infrastrukturi seveda tudi Luko Koper, ki je naše okno v svet, ko smo bili na Kitajski, ko smo bili v teh področnih državah, težko sploh razložimo, ki je Slovenija, poznajo po Sloveniji potem, kako vstopiti v Evropo oziroma na enotni notranji trg. In tu ima Slovenija geostrateško prednost, imamo Luko, ki lahko z ostalo infrastrukturo oskrbuje širši del in jaz upam, da bomo končno naše rešitev tudi za ta drugi tir v navezavi z Luko in ostalimi našimi logisti. Če ne bomo teh stvari internacionalizirali, vpletili v neke evropske logistične mreže in projekte, potem lahko pozabimo, da bomo karkoli s tem naredili. In na koncu še seveda subvencije. Mi imamo urejeno z uredbo in zakonom, da spodbujamo tudi subvencije, neposredne tuje investicije. Jaz sem to dal na koncu, ker po moji oceni je pomembno, vendar ne ključno za prihod tujega investitorja. Jaz mislim, da lahko vsemi 5 točkami gor naredimo več, kot pa sto tazatno, čeprav ko na koncu tehta neki investitor bi prišel k nam ali ne in primerja tuje lokacije, lahko te subvencije premaknejo vabo na našo stran in zato jih imamo. In je prav, da jih tudi uporabimo, kadar ugotovimo, da je ena tuja investicija odvisna tudi od tega. Prosim naprej, še zadnji slajd. Potrebna je aktivnost. Jaz mislim, da moramo seveda skozi našo infrastrukturo, DKP-je, tam so JAPTija, torej predstavništva JAPTije, poslovne delegacije, tudi infrastrukturo gospodarske zbornice in ostalih, še posebej Slovencev po svetu, učinkovito promovirati Slovenijo kot naložbeno destinacijo. Veliko pri neposrednih tujih investicijah pomeni tudi osebne veze, poznanstva. Če en gospodarstvenik, Slovenec v svetu da besedo za Slovenijo, lahko to pomeni veliko več, ko 100 naših veleposlanikov, verjemite mi, marsikatera tuja investicija je že prišla na tak način v Slovenijo, ker so šli na čisto osebno besedo ljudi, ki se pač poznajo. Jaz mislim, da moramo tu delovati bistveno bolj ciljeno, da je nesmiselno hoditi na sejme in prezentirati Slovenijo, temveč iskati tiste naše, narediti en seznam projektov, ki jih ima Slovenija in ciljno iskati zainteresirane investitorje, zato se z njimi še posebej močno potruditi. Sicer lahko preko naših
DKP, diplomatsko konzularnih predstavništv in tudi naših obiskov predsednika ali predsednika vlade v tujini načelno, kako bi rekel, sporočamo pozitivna sporočila, da tisto konkretno se mi zdi pa, da mora biti bolj ciljeno, kot je bilo doslej. Torej, jaz sem prepričan, spoštovani, da lahko Slovenijo naredimo privlačno naložbeno destinacijo, vendar moramo marsikaj narediti na vseh teh točkah, ki sem jih tu navedel. Hvala.